Prav lepo pozdravljeni, tokrat se javljamo iz Trbovelj, iz stanovanja Katje Šergan Božič. Z nami v njenem stanovanju je pa tudi njen drugi, mlajši sin, Kristjan. V prvem delu smo kar veliko povedali o tem, kako je bila pri Kristjanu diagnosticirana bolezen ali pa stanje avtizem. No, zdaj bova pa Katja kaj več povedala tudi o tem, kako je njegovo zdravljenje, pa tudi zdravstveno stanje napredovalo. Zdaj, dieta ni bila dovolj. Dieta je veliko pripomogla k izboljšanju njegovega stanja. Recimo takrat, ko smo mi začeli z dieto, meni se je zdelo, da se je stanje obrnilo na boljše, ne za 100%, ampak za 1000%. V primerjavi s tistem, kjer smo bili prej. Tukaj smo imeli res velike napredke. Potem bolj mirno. Tako, začel je spati, ni bilo toliko hiperaktivnosti, začel je spati po malem jesti nazaj tisto hrano. Kakšen kamen še priletel, recimo? Še, ampak ni bilo več tako hudo, kot je bilo, no. Tako da, ampak največja pridobitev po dieti, da je začel lulati v školjko, ne. Pa majčkeno kasneje tudi kakati, tako da te stvari smo poštimali. Potem recimo z dodajanjem dodatkov so se te pozitivni napredki so se stopnjevali, ampak tako kot si rekel, ni bilo dovolj, ne. Pri tako hudi obliki, kot je bila pri njemu, mi smo pač prišli do neke točke, ampak seveda smo mu želeli še več pomagati, ne. No, in kako si to željo uresničila? Kaj je bilo tisto, kar je bil naslednji korak? Ja, seveda sem iskala informacije, kaj bi se še dalo narediti, ne. Možnosti zdravljenja v Sloveniji so bile izčrpane, oziroma pri nas itak ni bilo nobene pomoči, niti teh osnovnih, kar smo že delali, ne, sploh nekaj drugega, razen specialno-pedagoških obravnav, katerim pa Kristjan ni mogel slediti zaradi svojega težkega stanja, niti ga niso sprejeli, ne, ker pač s takšnim otrokom je težko delati. Tako da, recimo logoped, ne? Tako, konkretno, ja. Smo bili napoteni, logopedinja nas je pač odbila z besedami, da nima ne primernih prostorov, ne pripomočkov za delo s takšnim otrokom. Tako da pač, mislim pa tudi ni bil sposoben slediti, ne, takšnim obravnavam. Ves čas si pa verjetno brskala po svetovnem spletu, se srečevala starši, ki imajo ravno tako otroke, ki imajo avtizem. In izvorne celice, ne, so bile takrat kar nekakšen medicinski boom. Ja, res je. Prišla sem do teh informacij, seveda tudi preko klinike v Avstraliji, katera je že od vsega začetka Kristjana zdravila, bom rekla, dobila tudi potrdilo, da bi to njemu lahko pomagalo. In kaj to je? Bom rekla, teh posegov je kar nekaj na različnih klinikah in so si med seboj različni. Tudi različne cene so. Tako, zdaj recimo konkretno pri njemu, mi smo tukaj iskali v bližini Slovenije, imela sem dve možnosti, Avstrija ali Nemčija, s tem, da v Avstriji je dobil svoje izvorne celice, v Nemčiji pa živalske, ovčje. In glede na to, da nam je tudi zdravnica svetovala, da je veliko večja verjetnost, da bo pač sprejel svoje celice kot živalske, smo se odločili za to varianto, ki je bila sicer malo dražja, ampak nekako bolj verjetna, da mu bo pomagala, ne. Kako poteka poseg? Poseg poteka tako, da smo pač na Dunaju 3 dni, v prvem dnevu imamo obisk zdravnika, pregled, drugi dan je že ta operacija, poseg, tretji dan ponovni pregled in potem gremo domov. V priliki same operacije mu pa pač odvzamejo njegove izvorne celice, njegove lastne, iz kostnega mozga. To se prečisti in se mu potem ubrizga nazaj, ne. In nekje, bom rekla, po takem principu to deluje kot pri majhnih otrocih, ki rastejo in se njihove celice razvijajo. Tako tudi te celice, ki so ubrizgane, tudi rastejo, se razvijajo, ne, in tudi tukaj nam je bilo pač rečeno, da je za pričakovati te napredke v nekem času. Ampak vedno je problem denar. Ja, seveda, ja. Zdaj, tudi kakšen ta izdelek je pomagal, ne, da si je Kristjan tudi sam na nek način plačal ta poseg. Kako je bilo s pridobivanjem denarja? Ja, tako bom rekla, prva operacija je bila omogočena z doniranimi sredstvi.
ampak doživeli smo pa neverjetne pozitivne napredke. Začel je izdelovati origami izdelke, začel je, mislim, v sekundah je znal, pokaži, recimo, Opa, ja. ti jih bom jaz malo izmešal. Tule bo zdaj malo deli trajal, bo drugače zmešal. ima on en svoj postopek Ja, in bo to on zmešal. tudi v sekundi naredi. Zdajle bo mečken dlje trajalo. Se imamo čas. Ampak mislim, od različnih teh oblik, 3x3, 4x4, piramid, stolpov, vse to je znal rešiti. Začel je igrati na synthesizer, naučil se je, Na koncu potem bo nekaj pokazal, zaigral, ne, ja. pokazal. Naučil se je recimo dolgo klavirsko skladbo Elizo, sam, bom rekla, s posluhom, ne s Ki tem, da je meni poslušal. Lansko leto pel na Zasavskem Ja, humanitarnem tudi, teku. ja. No, tam smo tudi enkrat sodelovali. Ne? Ja, res je. Tako da, bom rekla, po tej operaciji žal smo videli, da napredki niso trajni, no, na kar nas je opozoril tudi zdravnik, ne. Namreč on je imel v organizmu aluminij, pa druge težke kovine, katere so mu uničevale njegove celice, njegove lastne in tudi te ubrizgane izvorne. No, v tistem času On je pač rabil še drugo operacijo, ne, in v tistem času smo No, mi sva se pa začeli nekako- sodelovati. jaz Sva poznal se tudi povezala. Zoranom Drnovškom, raketko. Z njim sva sicer delala eno čisto vojaško Ja, oddajo ja. o njegovi aktivnosti v času osamosvojitvene vojne. No, in on je takrat omenil tudi to prehransko dopolnilo Rens in povedal, da se lahko pozdravijo tudi kar precej težke bolezni, da pomaga pri teh težkih boleznih ali pa stanjih, in stopila sta v kontakt. In začelo Tako. se je, to je pa že zdaj verjetno kar 4-5 letno sodelovanje. Ja, no to je bilo po drugi operaciji konkretno, ker mislim, s pomočjo vseh teh izdelkov, dobrodelnih razstav pa našega dobrodelnega teka, ki je bil tisto leto za njega, smo mu omogočili takrat drugo operacijo. Zdravnik je seveda ponovno poudaril, da je treba iz organizma izplaviti težke metale, in ravno takrat sem jaz od tebe pridobila to informacijo, se pravi o tem detoksikacijskem protokolu RENS-H, sem rekla, pa dajmo poskusiti, ne. In mi smo seveda ob podpori laboratorijskih preiskav, namreč mi smo vsak mesec tudi testirali. Kaj se to testira? Urin? V bistvu Blato, kri? konkretno za tole preiskavo smo pošiljali laseke, se pravi, iz te preiskave ven smo dobili vsebnost težkih metalov v njegovem organizmu, in potem ob uvedbi terapije smo mi to spremljali z rednimi kontrolnimi preiskavami las, katere so pač pokazale izplavljanje težkih metalov iz organizma, hkrati pa smo sledili tudi tem nivojem mineralov, na podlagi česar je tudi zdravnica v Avstraliji lahko prilagajala njegove dodatke. Se pravi, vse skupaj je bilo spremljano s strani specializiranih laboratorijev v inozemstvu, s strani zdravnice v Avstraliji, pa najbolj pomembno s strani naše pediatrične klinike, katera je to terapijo tudi označila za učinkovito, jo je potrdila. Zdravnik, ki ga od vsega začetka spremlja na pediatrični kliniki, tudi vidi napredke in seveda jih tudi zapiše v izvid, ne. Verjetno pa niso težave pri vnosu tudi Rensa. Kristjan to čisto lepo sprejme. Ja, na začetku je bilo majčkeno težav, bom rekla, smo se prilagajali, tudi dozico majčkeno nižali, višali pa tako naprej, da smo prišli do optimalne doze za njega, ampak on to lepo prenaša, ne, ni, bom rekla, nekih stranskih učinkov, tako kot praviš. Tako da smo zelo zadovoljni, kar se tega tiče. Kaj se v vsem tem času po teh operacijah, tudi po Rensu, tudi po vsej tisti dieti pokazalo, bo lahko Kristjan enkrat samostojno živel v tvojih očeh? Ja, Kaj meniš? tako bom rekla, to je vprašanje seveda, na katerega še v tem trenutku ne moremo odgovoriti, ampak glede na to, kaj vse smo že dosegli, si jaz ne postavljam mej. Si lahko pred 10 leti takole sedela za mizo, ne vem, zdaj že skoraj 1 uro? Ja, nikakor ne. Mi nismo mogli nikamor, ne k zdravniku, nikamor. V bistvu jaz se nisem mogla usediti, da bi popila skodelico vode, kave.
kaj šele ne vem kako pico ali kosilo, to je vse odpadlo. Mi nismo mogli niti iti v park, kjer so se igrali otroci. Dejansko ni bilo, bom rekla, prostora, kamor bi z njim lahko šla, kjer bi lahko bil obravnavan, kamor bi se lahko vključeval, recimo v različne dejavnosti, v različne krožke, v katere se lahko vključujejo drugi otroci. Tako da to je bilo zelo, zelo oteženo, ne. Smo se pa usedli v avto, smo se kam zapeljali, ponavadi na kakšno mesto, kjer je bilo bolj nesamemno, tako da. Kako pa je ves ta čas, recimo, okolica tebe sprejemala, od sosedov naprej, do tudi tistih, ki so socialne službe, zdravstvene šole? Ja, čisto zelo različno. Bom rekla, od zelo pozitivnih izkušenj, da so me ljudje, bom rekla, zelo, bravo, da so me ljudje zelo presenetili, no, tudi izrazili pripravljenost pomoči, tudi pomagali, pa do tudi, bom rekla, slabših izkušenj. Recimo, mi smo pristali v občinskem stanovanju in takratni sosed nas je tožil, ker je pač bila situacija tako huda. On je bil hiperaktiven, seveda tale občinska stanovanja imajo lesena tla, ko se hodi, se sliši škripa. Seveda takšen otrok prvič majhen, zlaufa, drugič hiperaktiven, ne, je to še potenciralo in to se je slišalo, ne, dol. Tako da ta sosed nas je takrat dejansko tudi tožil, ne, in smo pristali na sodišču. Tudi je prišel s sekiro na naša vrata, tako da takrat smo imeli težave, starejši sin tudi ni več upal ven, ne, brez, bom rekla, spremstva odraslega. Tako da jaz tudi nisem takrat mogla otroka samega pustiti pa z njim hoditi v šolo, tako da je hodil k sosedi, ko smo imeli vrata do vrat trkati, da ga je ona spremila dol, ker se je pač bal, no. Tako da smo imeli tudi to slabo izkušnjo. Kaj pa od našega zdravstva Kristjanu sploh pripada? Ja. Recimo zdaj tebe verjetno kar zaboli, če ti kdo reče, no sej, Kristjan ni napredoval, ampak pač odrasel je, ne, in se zdaj stanje izboljšalo. Kako ti na to gledaš? Ja, tako bom rekla, tisti, ko nas poznajo, tudi ti nas dolgo že poznaš, bom rekla, ko veš, kaj vse delamo, kaj smo delali, kaj še vedno delamo, kako zelo se trudimo, tudi na kakšen način smo zbirali sredstva, da je tudi on sam zbiral, se trudil, šival, pletel sovice, da smo pač zbrali čim več prispevkov, da smo mu lahko omogočali vse to, kar je rabil. Mi vemo, ne, zakaj so ti napredki. Tako bom rekla. In kaj ti nudi, recimo, kakšna zdravstvena ustanova? Zdaj, kje imaš ti, kje tvoja beseda pade na plodna tla? Dejala si Ljubljana? Ja. Problem ni, bom rekla, v našem primeru pediatrična klinika, ker trenutno v pediatrični kliniki imamo veliko podporo. Naš lečeči zdravnik, ki Kristjana vidi enkrat letno, on tudi vidi napredke, jih zapiše v izvid, zapiše terapijo, nam zapiše tudi recepte in tudi zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja, glede na vse napredke, ampak problem je v zavarovalnici, ki ne povrne ničesar, ne. Tako da bom rekla, ne glede na podporo v našem primeru zdravstva oziroma njegovega lečečega zdravnika, pa glede na zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja, zavarovalnica odbije. In to ima zdaj na delovnem socialnem sodišču, ne? Ja. Jaz sem čakala 3 leta na to obravnavo, glih včeraj smo imeli prvo razpravo, ki se je spet preložila za nedoločen čas. Žalostno, no, bom rekla. Kaj pa še, kar se zdravstva tiče, Kristjanu pripada? Mogoče zdaj, ko se tudi govorno že sporazumeva, ne bom rekel, da ima zelo bogat besedi zaklad, ampak se da z njim pogovarjati, tudi odgovarja na vprašanja. Logoped pripada, ne? Tako, v bistvu njemu so že ob prejeti diagnozi bi mu pripadale specialno pedagoške obravnave, če bi bil on sposoben slediti. Ne, ampak takrat nas je pač logopedinja odbila in rekla, jaz nimam s takšnim otrokom kaj delati, jaz tudi nisem silila, ker je bilo pač res hudo, ampak zdaj, ko se je stanje tako izboljšalo, on je sposoben slediti delu,
ima očesni kontakt, ima koncentracijo, upošteva navodila, jih razume. Bi se pa tukaj dalo kaj narediti, ne? Tako da mi smo zdaj pridobili končno to napotnico za logopeda, ampak pojavile so se pa druge težave spet tukaj v zdravstvenem domu Trbovlje. Jih rešuješ? Jih rešujem in upam, da jih bomo rešili, ker želim si, otrok je bil star 18 let, mislim, da lovimo še zadnji vlak, kar se tiče, bom rekla, tega področja, da bi mu lahko omogočili napredke tudi na področju govora. Želela pa bi majčkeno več razumevanja strani naših terapevtov, logopedov, pa da majčkeno premislejo, preden takšnega otroka odbijejo, ne? Ker, tako bom rekla, to je tista ena in edina stvar, ki nam v bistvu pripada, nam naj bi pripadala strani našega zdravstva in da smo potem tudi tukaj odbiti, nimam besed. Za avtizem pravijo, da je celoživljenjsko stanje. Kaj pa ti meniš? Jaz bom tako rekla, meni je popolnoma vseeno, kaj je avtizem. Uradno definicijo avtizma vsi poznamo. Pa mi je vseeno, ali je to bolezen, ali je to razvojna motnja, ampak kar je meni pomembno je to, da jaz vem, da moj otrok ima zdravstvene probleme, da tukaj imamo izvide, ki so pokazali različne zdravstvene probleme in bi želela, da se ta zdravstvena stanja zdravijo. Se pravi, zdaj v primeru, da si on zlomi roko, verjetno bi mu jo oskrbeli, ne? Bi dobil mavec. Zakaj torej, če on ima črevesne infekte, če ima netoleranco na hrano, če ima metabolne nepravilnosti, če ima povišanje težkih metalov, to so vse zdravstvene težave, zakaj se to ne zdravi? Ne? To je tisto, kar je meni pomembno. Jaz se ne bom zdaj spuščala v to, ali je avtizem bolezen, ali je motnja, ali je stanje, ampak vem, da ta otrok ima zdravstvene težave. In naloga našega zdravstva je ta, da to zdravi. In tega pri nas ni. So pa tudi različne vrste, zdaj je zelo popularna nadaljevanka Dobri zdravnik, ne? Ja. Gledaš? Majčkeno gledam, no, sicer s Kristjanom ni, bom rekla, veliko podobnosti, ker še vedno tukaj gre za neko težjo obliko in predvsem na področju govora, kljub temu, da smo zdaj po diagnostični lestvici, moram povedati, izven avtizma, ampak konkretno na področju govora. Kaj to pomeni lestvica? Od do si avtist? Tako nekako. Od 1 do 10, kako gre to? Tako bom rekla, konkretno v našem primeru ob prvi operaciji točkovan po lestvici ADOS, ki se točkuje od 1 do 10, s točko 10, se pravi, to je bila res najtežja oblika avtizma. Ob drugi operaciji je bilo to 8, se pravi, še vedno težja oblika avtizma. Potem po drugi oziroma pred tretjo operacijo pa samo še s točko 3, se pravi izven spektra. Tudi že z Rensom, ne? Ja, po Rensu, tako. Konkretno po Rensu, ne? Kako pa to ocenjujejo? Kako to psihofizično testi? Bom rekla sposobnosti, ne? Razne sposobnosti, že to, da je on sposoben obsedeti, ne? Da je sposoben kam iti, kako dolgotrajna je ta pozornost, vse takšne stvari, recimo, katere so zdaj prisotne, prej pa niso bile, ne? In to se potem točkuje in seveda po tej lestvici mi dosegamo to število točk, ki nakazuje, da je otrok izven spektra, ampak seveda mi se srečujemo še vedno z razvojnim zaostankom, predvsem na področju govora in mislim, tudi logično, če otrok tukaj pa tukaj let ni govoril, ampak so bile tukaj mogoče kakšne besede. Je pa zanimivo, ko smo se peljali v Mursko Soboto pred 2 letoma, je imel pesmarico in je prebiral in prepeval. Dobro, mogoče kakšna besedica malo po svoje, ampak torej se je to zelo razvilo. Še vedno poje? Še vedno rad poje. Mislim, da se tudi govor še vedno razvija. In seveda zato želim mu dati to možnost, ne? Da se pač razvije, kot se bo lahko, ne? Da bo čim bolj samostojen, tudi takrat, ko enkrat mene več ne bo. Ne? No, Kristjan zdaj obiskuje osnovno šolo Slavka Gruma. Enkrat pa bo star toliko, da bo to šolo zapustil. Tako. Kaj pa potem? Potem ostane varstveno delovni center, kaj drugega? Zaenkrat imamo še možnost, no, da je na tej šoli do 26. leta, tako da imamo še nekaj časa,
Potem pa, kot praviš, tale center, ne. Tako da mislim, da se bomo kar tja vključili, tudi v bližini je. To je pa zelo podobno, ne? Ja, to je pa po telem principu naredil. Wow. Pokaži. Možno to. Naredil si, ja. Tvoje. To je pa Mavrična vzmetku, si jo sam naredil, ne? Iz papirja. Ko pa kaš. A ja, na razne je šlo, zdaj pa bo mogel najprej popraviti. Ja. Greste kaj na dopust, oziroma greste vsi trije kaj na dopust? Ja, mi bom rekla, zadnja leta tudi hodimo v toplice, sicer preko društva Sožitje, ampak to so ponavadi vikend seminarji, ki so zelo dobrodošli, zraven dobimo tudi kakšne koristne informacije. Toplice dobrodošle tudi za tvoje boleče hrbtenico, Ja, ne? tudi seveda, res je. No, kako sta pa shajala brata? Ja. Zdaj, verjetno je tudi za Aleksa bilo kar težko, ker zagotovo si več časa namenila Kristjanu. Kristjanu. Tako bom rekla, zdaj glede na to, da je bil Aleks tudi zelo majhen, ne, prvič, ko se je Kristjan rodil, drugič, ko so se težave začele, pa ko je bila prejeta diagnoza, je tudi Aleks v bistvu celo življenje težko živel, ne. In, Bravo. Gre, super. In seveda, kot majhen otrok, verjetno on ni razumeval, ne, zakaj se jaz pač njemu posvečam toliko, njemu pa toliko manj, ne, ampak v bistvu on me rabo, on me pa ni rabo, ne. Jaz imam oba enak rada, zdaj, če bi bil Aleks bolan, bi pač vse to bilo namenjeno njemu, ne, tako pa pač je Kristjan bil v tej poziciji, da je pač rabil več pozornosti, več podpore, več dela. Jaz sem vedela, da je bilo zelo hudo tudi za Aleksa, tako da smo iskali pomoči, imeli smo pomoč na domu s strani Centra za socialno delo, ampak seveda to ni isto kot mama. On je pogrešal tudi mamo in zdajle vidim, ko je odrasel, ko določene stvari tudi sam pove, ne. Ampak jih tudi razume, včasih jih ni razumel, ne, ker pač kot otrok, majčkeno je bilo mogoče žalosti, prizadetosti, ljubosumja, vsa ta čustva, ki jih otrok doživi, ker ne razume situacije, ne. Seveda Aleks je danes star 20 let, razume, sprejema, me podpira, mi pomaga, ne. To je pa zelo pomembno. Zelo velika Mimogrede te je podpora. Kristjan kaj naučil? Ne. Ne. Žal ne. Kaj pa te je naučil Ja, v vseh teh 18 ja, letih? naučil me je veliko strpnosti, veliko, bom rekla, življenjskih stvari, o katerih drugače mogoče ne bi razmišljala, ne. Tako da mi je dal dobro popotnico za naprej. Sem hvaležna za to izkušnjo, sem hvaležna za vse v življenju, tudi za vse težke trenutke, čez katere smo šli, ker vem, da so nas pripeljali do tega trenutka. Kaj je bilo tisto najtežje? Mogoče tisto, ko se je z glavo samo poškodoval, ko je odprl okno in metal Jaz bi izpostavila dva res težka trenutka. poplave. Ja, no, izmed vseh teh, no, bi izpostavila dva takšna trenutka, se pravi v eni priliki je med vožnjo zbrcal prednjo šipo in mi jo tudi razbil. In jaz seveda v šoku, ampak sredi ceste seveda ne morem kar avto ustaviti, tudi če bi zdaj na kraj ceste zapeljala ali pa nekako postajo, on bi mi zlaufal ven, tako da sem... Zdaj je to brez problema, ne, tako da sem pač v tistem šoku morala z razbito šipo naprej voziti, ne. Pa potem še ena druga taka situacija, kjer je z glavo butnil v steklena vrata in mu je odrezalo nos, ne, tako da... Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Zelo pa nima rad, če koga pozdravi. Kristjan zelo rad pozdravi, ja. Če ga če mu nekdo ne odzdravi nazaj. Ja. Zdaj, tako bom rekla, ti otroci so tako čisti, ne poznajo laži, ne poznajo, bom rekla, nekih takih
kako bi rekla, zvijač, ne, katerih se nekateri poslužujemo. On je recimo prijazen, topel do vseh. On bi vsakega pozdravil, z vsakim bi se rokoval in seveda zdaj ga je treba naučiti, ne, da zdaj on ne pozdravi tistega, ko ga pozna. So bile situacije, seveda, ko je pozdravljal, se je želel rokovati in ljudje so pač sprejemali na različne načine. In je potem malce jezen. Ja, nekateri so se odzvali pozitivno, je bil seveda zelo vesel, ponosen, nekateri so šli mimo, so majčkeno čudno gledali in to ga je zelo prizadelo. Tako da, tako da je bil res žalosten, celo jezen, prizadet in tudi v takih trenutkih doživel kakšen čustveni izpad, no, ker so bile dejansko... Pa ga znaš pomiriti takrat? Ja, mislim, so bile hude stiske. Trenutno bom rekla, takih težjih izpadov ni, že nekaj let, moramo potrkati, ja. Smo si pa pomagali seveda z napitki sodijevega skorbata, se pravi soda bikarbona, limona. Ja, v bistvu sem ga videla, da se pripravlja kaj takšnega. Je to tudi ideja Zorana? Ja, res je. Ja. Tako bom rekla, v najinem sodelovanju sva skupaj prišla do tega, no, in še vedno se tega poslužimo takrat, ko mislim, da je potrebno. No. Vem pa skoraj prepričan pa sem, da pa če Kristjan občasno pokliče na 112 ali pa gasilce, da pa niso jezni, ne? Ja, tako bom rekla, to je za njega, bom rekla, dve skrajnosti, takrat, ko je zelo razburjen ali pa žalosten, da želi pač koga zatožiti ali kaj povedati. Tudi mene včasih pokliče, ne? Tudi tebe. Ali pa druga skrajnost, da je zelo vesel, ne, pa želi povedati gasilcem, da so mu nekaj lepega naredili. In v eni priliki vem, da je tebe poklical in je bil tako vesel, da je mogel takoj potem poklicati gasilce in je povedal, da je govoril z Igorjem, ne. In te je celo imenoval po imenu, po priimku, tako da si tudi ti majčken znan bil pri teh gasilcih. Ampak tu je naš Kristjan, ga poznajo, tako bom rekla, se tudi pogovorijo z njim, če imajo čas, včasih povejo, da ni časa in pač tako je. Srečo, bo prebral kdaj v prihodnosti tudi knjigo svojega brata, ne? Ja. Aleks je namreč napisal knjigo o tedih luštnih fantičih. Res je. Čaka pa nekoga, ki mu jo bo izdal, ne? Tako. Mislim, da je celo v angleškem jeziku napisal. Ja, v večjih jezikih, tudi v norveščini, tako da... Ni pa še zunaj, ne? Ni še zunaj. Mislim, je v e-obliki, ne, v elektronski obliki, ampak ni pa še to v fizični obliki kot knjigica. Kristjan tudi eden tistih, ki ga včasih zbrišejo na Facebooku, ne? Tudi se naredi, ker pač določene stvari dela, igra igrice. Ampak tisti avtomat ne ve, kdo to dela, ne? Ja, tudi kupuje, bom rekla, tiste cekinčke, ker on dobi žepnino, vsak mesec dobi tistih svojih 10 evrov žepnine. Mislim, da danes 5 evrov dobi tudi, ne? Tudi za novo kartico, oziroma da se napolni. Je prišel iz šole in me že spomnil. Tako da... Ne pozabi, ne? Ne pozabi. Tako da potem on upisuje, bom rekla, številke te kartice in seveda tudi, ko porabi, on še naprej upisuje, on ne razume, da je tega konec in ga pol tudi Facebook blokira, seveda, in pa se malo jezi, ampak si naredi nov mail, nov Facebook, seveda rabi novo telefonsko kartico, ker za nov Facebook rabi novo številko, ampak... Ja, to je pa tudi tvoj izdelek, ne? Tudi. Vse to je tvoje, vse, kar je na mizi, je tvoje. Tudi to je, ja. Še dela to? Ne. Občasno še kaj naredi, ne sicer več v taki meri, v takšnem obsegu, bolj malo, no. Mislim, da je tukaj dosegel svoj cilj, pa se razvija zdaj na drugih področjih. No, kako pa trije ste? Kako povežete mesec z mesecom? Zdaj, ti verjetno nisi uradno, ki je zaposlena, ne? Ne. Je kar težko. Kot skrbnica, ali kako? Kakšen status je tvoj? Ja, tako bom rekla, sem bila prejemnica delnega nadomestila za izpad dohodka, ampak ta dohodek je recimo primerljiv s socialno podporo, oziroma konkretno sem dobila še 10 evrov socialne podpore, ker je pač dohodek nižji, ne. Tako da zdaj ob njegovem 18. rojstnem dnevu so bile neke spremembe,
dobil je invalidnino, to je seveda en velik plus, ampak po drugi strani pa smo izgubili otroški dodatek, za njega, za Aleksa, izgubili smo 2 preživnini, tako da finančno smo na istem, ne. Ampak zdaj ta invalidnina se mu šteje v dohodek, tako da smo na ta račun izgubili subvencijo stanovanja in smo kar v stiski, no, ker terapije so drage, preiskave so drage, zdravila, dodatki so dragi. Tako da tudi dodatno hodimo še v Zagreb na slušno-govorne terapije, Tomatis, to je tudi samoplačljivo. Ja, ima tudi slušalke For Brain, ko bere, no, tako da s tistem sam sebe posluša. To pa pomaga? Pomaga pri pozornosti, tako tudi pri koncentraciji, pa pri razvoju govora v končni fazi, ne, tudi. Tako da delamo na vseh področjih, kot lahko, ampak žal smo omejeni, vedno smo bili omejeni, smo še vedno omejeni, tako da želela bi si majčkeno več, bom rekla, posluha morda Tudi mogoče kakšno strani. svojo sobo, stanovanje večje. Kako je zdaj? Zdaj sta verjetno skupaj z Kristjanom. S Kristjanom si deliva sobo, no, tule, Spalnica, to je skupni kuhinja, prostor, dnevna, na nek tako. način, potem Aleks ima pa svojo. Aleks ima svojo sobo, tako da tukaj v tem stanovanju imamo problem z vlago. Te vlage se tudi ne znebimo, imeli smo poplave večkrat iz zgornjega stanovanja in kljub sanaciji stanovanja ta vlaga vedno udari ven. To zdaj rešujejo na občini, kako? Jaz upam, da se bo to rešilo, ker tole se že zelo dolgo rešuje in do zdaj se še ni rešilo. Jaz sem tukaj tudi za astmo zbolela, tudi Kristjan v teh izvidih svojih je imel plesen konkretno, no, tako da jaz sem pač te izvide predložila in jih prosila, da najdejo neko ustrezno rešitev. Odzvali so se pozitivno, ampak problem je, da naj ne bi imeli nekega podobnega stanovanja za nas. No, Kaj to je te kljub problem. temu, da življenje tako po finančni plati, kot tudi sicer ni najbolj rožnato, pa ti še vedno najdeš energijo in si pripravljena tudi zdaj že kar nekaj let zapored sodelovati tudi pri našem zasavskem humanitarnem teku, tudi na tem zdajšnjem boš, ki bo 8. maja. ko Z bo že veseljem. 10. Seveda vedno pomaga tudi Zoran Drnovšek, ki sva ga že omenila, tudi tokrat bomo pretekli nekaj teh prehranskih dopolnil, nekaj stekleničk, ki jih bomo potem razdelili ali tistim, ki imajo cerebralno paralizo, Tako. zanje bomo to pretekli. Pomaga pa tudi, skoraj lahko rečemo, že dokazljivo, ne, tudi v tistem. Res je. Kristjan ni edini, ne, ki to Ne. jemlje. Imamo kar nekaj otrok, ki uporabljajo In si in tudi pišete, ne? tako. In bom rekla tudi nekaj teh zelo neverjetnih zgodb, se pravi tudi otrok, katere smo spravili ven iz avtizma. Seveda moram povedati, da pri teh otrocih so vzporedno potekale tudi specialno-pedagoške obravnave, tudi je bila kakšna dieta pa dodatki, tako da skupek vseh teh terapij resnično daje lepe rezultate. Tako kot tudi tabletka za sladkorno, proti sladkorni ne pomaga prav dosti, če poješ na kilo čokolade, ne? To je pa tudi res, Ti se kaj tolažiš kakšno čokolado? Tudi kdaj kaj sladkega, tukaj bi, bom rekla, bi bilo treba tudi majčkeno bolj paziti, ne, smo že tudi v letih, ko se kakšna stvar bolj pozna, kot je včasih, tako da na telem teku se bomo pa majčkeno bolj rekreirali, ne. No. Trenirati. Katja, hvala, Enako. da si naju povabila v svoje stanovanje, da smo lahko skupaj Primo posneli dobro oddajo. Zdaj nam bo pa skupaj. Kristjan bo še eno zaigral. Ker si igral boš? Boš še tole Katero pa pokazal, boš kako zaigral? narediš tisle hitro, no pokaž. Kot da Ja, bravo. Evo, to so Ja, super. prste trenira za igranje. Ja. Bravo. Hvala vam za pozornost, pa srečno.
Bravo, odlično. Ja, bravo. Bravo.